Ko smo vam poslali mail v Pariz, če bi se odzvali našemu povabilu, da imate glavni govor na naši spominski slovesnosti, ste zelo hitro odgovorili in tudi smel občutek brez pomišljanja. Samo pa če vzeli se toliko časa, da ste lahko zorganizirali stvari, let in tako naprej. Omenili ste, da prihajate zaradi tega, ker se hočete odložiti očetu in materi. Dajte to večko bolj razložiti. Zakaj pravzaprav? Ja, to je ena taka edinstvenih priložnosti, ker ko se človek znajde zunaj, kot sem začel v govoru povedal, da se predstavljam kot Slovenec rojen zunaj, to tare človeka od nekdaj, ne, takrat, ko je nastal, pa nima možnosti povedati kako. Zdaj priložnost, da se tista nekako teža, bolečina pove. Naši starši so tukaj šli, ker je bil razlog in trpljenje, ki je za tem, ni majhno, trpljenje, ki ste ga vi utrpeli tukaj, cena tega je ogromna in se mi je zdelo, da pri tej obletnici, ravno ko je tudi Ata umrl letos, da je bil zadnji čas, da se jim poklonim. In s tem marsikomu sorodnikom in pa dejansko vsem, ki sem jih poznal v Argentini, seveda tudi v Franciji, in ki so še zdaj na nek način teptani in česa smo bili tudi priča pri tem prazniku, ko se vidi, kako Slovenija zve, kaj se dogaja, kako se ji laže, kako se nekateri opravičujejo in s tem dokazujejo, kako so strpni dejansko, pa samo s tem, da resnico kratijo in jo skrivajo. In torej, jaz se tega nisem pričakoval. Kot ste rekli, vedel sem, da bi predsednik prišel, ker se je bil sam povabil. Pričakoval bi, da bi predsednik bil tisti prvi, ki govori, ker je pač najvišja avtoriteta v državi in zato sme kot tak pozdraviti, ampak biti prvi. Ne pa potem biti zadnji in odgovoriti kot en revanš, s katerim se potem sam opravičuje in opravičuje s takimi besedami, ki so nesprejemljive, ker je govoril je o strpnosti in o demokraciji. Istočasno pa vidite, da je bila ena stvar, en del, najglavnejši del, popolnoma zatišan, utišan. Zamolčan. To se pravi, zamolčan. To se pravi, da duhovno nasilje še vedno obstoja. In to je nasilje. To ni demokracija. To ni svoboda govora. Ker svoboda govora je takrat, ko se sliši obeh in oba debatirala. Tukaj pa samo eden govori, ali samo eden ima še pravice do besede. Drugi pa lahko reče kar če in se mu ne dovoli, da gre stvar naprej. Torej, tukaj še nekaj manjka. Jaz tega nisem tako občutil. Res to doživljam. Torej, za vas je mogoče to vsakdanjost, ampak jaz sem to na lastni koži odkril. Pa mislim, da, kaj se je, jaz mislim, da nad nami so moči, ki nam rečejo, to moraš storiti, in ne vprašaš. Pa mislim, da mogoče bilo ravno to, da se enkrat tudi, torej, mogoče čisto gotovo ste vi tudi že to rekli, jaz nisem čisto nič rekel, kar bi ne bilo že pisano ali izrečeno v Sloveniji, ker vse to se ve, to se piše
Ampak dobro, tokrat je bila priložnost, da nekdo to reče prosto, ki ga ne veže tukajšnjo trenje med to zgodovino, kjer so še, lahko rečemo, partizani, domobranci, karkoli, gledano iz drugega obzorja. In vi tukaj živite, nažalost se te laži še vedno bojite in nažalost mogoče se ne upate reči, da tukaj je treba enkrat ustaviti vse to. In to se lahko ustavi, po mojem, da se gre in se voli. Da ni to, da bi rekel, pa se bo vseeno. Ta brezbrižnost, po mojem, vas pokopava. In jaz sem s tem namenom prišel, da bi rekel, ne, to ni res. To je zelo omejeno, kar lahko res pripomorem. To je bil tist, kako bi rekel, vzrok, da sicer sem odgovoril na 7 dan, ampak mi je to prišlo na misel, da bi moral priti sem. Bili ste tudi predsednik slovenske skupnosti v Parizu v prelomnih letih, ko se je Slovenija osamosvajala. Povejte, kaj o vašem delu takrat, oziroma o vaših naporih, da bi to nekako... Saj osebno, jaz sem zvedel o zadevi Četvorce, ko sem bil v Münchnu, predaval tam Max Plancku in so prišli skupina krščanskih intelektualcev, ki se je zbirala tam v bližini Ljubljane, in vsako poletje, pomladi, so hodili v eno mesto evropsko in se tam srečavali. Takrat sem jih našel v Münchnu, pa sem vam povabil na tist večer, ki je bil poslovilni že. In sem dejansko v razgovoru razbral, kaj se resnično dogaja v Sloveniji, ker nisem sledil tiste dneve zadevo z Janšo, Zavrlom in vse ostalo. No, in takrat je bil resnični povod, da se nekaj naredi. Takoj smo začeli v Parizu zbirati, torej organizirati nekaj in smo spravili skupaj novinarje vseh glavnih časopisov, televizije in v Slovenskem domu organizirali večer, ki je bil namen je bil ta, da povabimo vse 4 z Janšo vred, da pridejo tja in pa tudi povabili smo gospoda Stresa. Vse je bilo organizirano do zadnjega trenutka, na predvečer je bil Zavrl še v Trstu, ker nam je pomagal gospod Pahor, Sergij. In sicer, ko je bila trenutek predstave, jih ni bilo, je bil samo Stres. Prišla je Bernarda Finkova iz Severne Amerike, da je tam pela, so prišli pevci iz Belgije, so prišli tudi operni solisti slovenskega rodu, torej Slovenci ali slovenskega rodu, ne vem, kako se priznavajo v Franciji, da so nam polepšali večer. In s to sreče je imel gospod Stres čudovit govor, kjer je predstavil situacijo slovensko. On tam naprej smo dobili stike s temi novinarji, ki so potem nas prosili, da jih vodimo za naslove, kam naj gredo, komu naj se obrnejo, da bodo dobili prave podatke in so začeli tam resnično pisati. Kar pa v Franciji je bilo nekaj čudnega, ker povprečna Francija ni vedela, kje je Slovenija, pa kaj je to. Ali je Slovaška, Slovakija, Slovenija, to je isto. Potem pa je bila priložnost, ko se je tukaj že gledala, da bo Slovenija se ločila od Jugoslavije, pa je bilo nemogoče organizirati, da pridejo politiki slovenski v Francijo, da bi francoskim politikom povedali, kakšna je resnična situacija. Ker takrat v tistem trenutku, pa predvsem predsednik Mitterrand se je branil z vsemi 4, da bi tukaj bil razpad Jugoslavije. On je hotel na vse načine, da to skupaj ostane. In to je bil, po mojem, v Evropi en tistih, ki je najbolj zaviral ta proces.
je on organiziral potem tista srečanja, ki so bila nešteta z Miloševičem, samo zato, da se stvar podaljša in se stvar resnično potem samo gnila. Ne? Ker bolj, ko so podaljšali, bolj je Miloševič potem napadal ene in druge in to po zaslugi Mitterranda samoga. Ne? Ker ko bi tam nekaj ukrenili, pa rekli konc, ne, se ločimo, pa bi marsikaj bilo prihranjeno. No, v tistem trenutku smo mi začeli delati, dobimo klic, prošnje, kaj lahko mi pomagamo, ker za vso prošnjo, za vse sestanke je moralo biti potom Beograda, kar je pa dejansko sporno. Ne? Ambasador francoski je bil v Beogradu, tisti Francija pa